Dramsko besedilo hrvaškega dramatika Mira Gavrana Hotel Babilon je bilo premierno izvedeno leta 2002, ko je pisatelj v Zagrebu tudi ustanovil svoje gledališče Gavran. V zgodbi nastopa 11 likov, ki jih lahko uprizori tudi en sam igralec. Besedilo o morski poletni romanci med češko turistko in lokalnim zapeljivcem Džanijem je navdušilo tudi mlada igralca, včeraj pa sta jo odigrala drugič. Število likov sta zmanjšala na 7 in pokazala igralski talent v preigravanju raznolikih karakterjev, ki omogočajo skrajne robove igralske umetnosti. Jaz igram 4 like, Žiga igra 3 like in sicer gre za ženske in moške like. Nekako imava mogoče srečo, da sva se že rodila z tem talentom za igro. Najbolj me prepriča, kako se oseba uživi v sam lik. Tako da to mislim, da je najbolj pomembno, kar tudi gledalca pritegne, kako ti lik predstaviš, ali je avtentičen ali ne. Ko profesionalni zapeljivec zavrže naivno dekle, se v navalu ljubosumja zgodi poskus umora. Vsaka od prič iz različnih držav na sodišču predstavi svoj pogled na dogodek in razkrije svojo osebnost. Vadiš, uživaš, se dejansko vživiš v vlogo nekoga drugega in mislim, da je to največja svoboda, ko pogledaš v ogledalo pa vidiš nekoga drugega. Vadila sva v prostorih študentskih domov, ki so namenjeni pač za različno uporabo, tudi za vajo v sklopu dramske skupine. Vadila pa sva približno en mesec za to predstavo. In že od leta 1870 stoji ta gostilna in obratuje in je imela več velikih kulturnih dogodkov in sem zelo vesel, da sva del tega. Predstava se je odvijala v kleti znamenite gostilne Šiker v Močni pri Pernici, ki vrata gostom ne odpira le s kulinariko, pač pa tudi z mesečnimi kulturnimi dogodki. Ja, to se je pri nas začelo že v bistvu pred Prvo svetovno vojno, s tem, da danes pa nadaljujemo to tradicijo v naši kleti, ki smo jo kar poimenovali kulturna klet, kjer prirejamo potem razne te kulturne dogodke iz vseh branž, malo literarne, predstavitve knjig, malo potem kakšne igre, kakšne koncerte. Prostora je za okoli 70 obiskovalcev, že 5. generacija Šikerjev pa skrbi, da prihajajo imena, ki pritegnejo. Da so svojo klet odprli kulturi, jih je nagovoril pisatelj in dramatik Tone Partlič, ki je tudi gostoval s predstavitvijo svojega zadnjega romana Ljudje iz Maribora. V smislu tega, da je rekel, veste kaj, vi morate imeti kulturno klet, to bo Šikerjeva kulturna klet in tako jo zdaj imenujemo in mi smo pravzaprav ponosni na njo, veseli in tudi ljudje, ki prihajajo, zadovoljni odhajajo od nas. Glede na to, da smo gostilna vsekakor gurmane, ki želijo v enem trenutku doživeti nekaj kulturnega, je to predstavitev, igra, koncert in že v naslednjem trenutku sedeti pri naši mizi pa okušati naše klasične jedi, tradicionalne, sezonsko obarvane. Tako da to so pravzaprav naši obiskovalci. V lanskem letu je bil Andrej Šifrer z koncertom pri nas, takrat je v bistvu pravzaprav začel pri nas turnejo Šel bom v dobre gostilne, ki jo nadaljeval potem po Sloveniji. Letos smo že imeli Vlada Kreslina, pa potem gledališke igre, kot so Cesarjeva nova oblačila. Imeli smo tudi stand-up komedijo Tina Vodopivca. Mlada igralca sta navdušila z lahkotnim prestopanjem iz ene v drugo osebnost. Ali jo bomo videli na velikih gledaliških odrih, pa bo pokazal čas.